Ja, jaz verjamem, da dokapitalizacija bo izvedena. Zdaj praktično, da na današnji skupščini se je glasovalo samo o podaljšanju sklepa, ki je bil že na prejšnji skupščini o dokapitalizaciji izglasovan, torej se je podaljšal zdaj ta rok samo za 90 dni do... Ampak če do zdaj ni bilo, je bilo roka več kot zadosti, mislim. Po čemu zdaj bo, ker do zdaj ni bilo, pač kaj se je spremenilo? Ja, lejte, tako le vmes rekel, vsaka najmanjša možnost je dobro, da se izkoristi, pa če tudi se greš še počakati teh dodatnih 90 dni, kajte le to je v korist, bom rekel, tako delničarjev kot upnikov. In če treba zdaj počakati, če 90 dni pač se bo počakalo, pa da vidimo potem, kaj bo, mislim. Ampak jaz si pravim, sem optimističen in pričakujem, da se bo to realiziralo do tega datuma, ki je bil zdaj potrjen. Če sam skrajšamo vse skupaj, pričakujete, pač ne povedujete, da Center naložbe ne bo šel v stečaj? Pričakujem, da Center naložbe ne bo šel v stečaj, ja. No, glede na to, da je to že tretja skupščina v tem letu in glede na druge okoliščine, tudi Infond Holding je v tem času šel v stečaj, seveda postaja vse manj upanja. Vendar dokler je vsaj trohica, se nam zdi smiselno, da se izkoristi takšno možnost. Drugačna možnost namreč pomeni stečaj in to, da 33.000 v tem primeru delničarjev ostane brez vsega. Podobna usoda je doletela že približno toliko delničarjev Infond Holdinga in grozi tudi številnim drugim delničarjem, tja do 200.000 v finančnih holdingih v Republiki Sloveniji, pretežno iz naslova certifikatskega lastninjenja. Ravno zaradi tega razmišljamo o rešitvah, ki bi na ustrezen način zaščitile premoženje ljudi, ki izhaja iz naslova nekdaj skupnega premoženja. Lahko sem nakratko predstavite, tu ste že prej omenili pač neko možnost, pač nek ukrep za pomoč ljudem, ki so certifikate vložili pač v te holdinge. Lahko vsaj nekako na grobo opišete, v katero smer gre to? No, glede na stanje kapitalskega trga v Republiki Sloveniji in investicijsko okolje bi bilo vsekakor dobrodošlo, da bi takšen impuls prišel strani upravljavcev te družbe. Torej v prvi vrsti bi tukaj bil potreben dovolj visok konsens politike, ki je nenazadnje tudi v preteklosti sprejela odgovornost za način lastninjenja, kakršnega smo imeli v Republiki Sloveniji in iz naslova česar je bilo nekdaj družbeno premoženje preko certifikatov razdeljeno ljudem, ki so ostali v finančnih holdingih kot najbolj ranljiva socialna skupina. Zato menimo, da je potrebno dati podporo rešitvam, ki bi šle v smeri tega, da bi le-ti uživali poseben status. Strokovni sodelavci Vseslovenskega združenja malih delničarjev se ukvarjajo z alternativnimi rešitvami, ki bi to omogočile, tako da bomo v kratkem to predstavili tudi javnosti, seveda pa je bilo upravljavcem, predstavnikom vlade in političnih strank to že v neposrednih pogovorih naznanjeno, predstavljeno, tako da mi računamo, da bojo tudi siceršnje okoliščine, s katerimi se bomo na gospodarskem področju soočili v Republiki Sloveniji, tudi v naslednjih mesecih dodatno pripomoglo k temu, da bi takšni predlogi morali doživeti ustrezno podporo in seveda na način, ki bi pomenil neko izjemno, izredno okoliščino, omogočili rešitev, kot rečeno, tej najmanj krivi, hkrati pa najbolj prizadeti socialni skupini iz naslova delitve nekdaj skupnega premoženja. In kolikor sem že omenil, da sem prepričan, da pač ta dokapitalizacija Centra naložbe uspe, dejstvo je, da tudi med upniki je tudi Pivovarna Laško. Torej vsekakor bo eden izmed upnikov je kot Pivovarna Laško in vsekakor bo to vplivalo tudi pozitivno na njihove bilance. Se pravi, še vedno je ta če vmes. Če uspe dokapitalizacija, bo nekaj dobila nazaj. Seveda, dokapitalizacija. V primeru, da pa dokapitalizacija ne bo, oziroma v primeru, da preselka ne uspe, v primeru, da potem se vemo, kakšni so uradni postopki nadaljnji, končni stadij teh postopkov je potem stečaj in tudi v stečajni masi bo tudi nekaj dobila, sem verjetno dosti manj.